prav, ne se ji nič operirati. Nisem rekla, da je grda, rekla sem, da ni tako, da bi rekel, wow. Meni je grši moški spolni organ, ki je tako... Ne pogovarjamo. Pa moja. Ne pogovarjamo se. Jaz sem to z mami, govoriš, logika. Ja, ne, čeprav jaz tudi z Jaketom, rečem tako. Ne rečeš, boliš mi luliko. Ne, to povedaj, to nič ne rečem. Tisti dnevi v mesecu. Evo nas, spet smo nazaj in danes imamo novo gostjo, tukaj na vroči sedežni. Tale kamerca je tvoja, lej. Mahala. Meni pomahala, ki sem jaz. To je v bistvu Sara, ki bo danes z nami odprla eno, kakšno tako bi rekel, juicy, pikantno, ampak tako tematiko, poučno, uporabno, ki bi jo mogla, v bistvu, da mu reč mala šola za ženske, ne. Drugač, ne vem, če poznate Saro, razen od tega brenda, o katerem bomo malo kasneje, ampak ona je bila kar poznana po svojih kolumnah o intimnih vprašanjih. Imela je spolna vzgoja kot se šika, ne? Na ginekologiji. Jaz sem spremljala na Instagramu. Drugače pa svojo sestro razvila biznis, Luxury Intimate, ampak o tem, ko imajo intimna olja, mila in še dodatne, ampak teh bomo malo kasneje. Tako da, ful Sara, hvala, da si prišla. Hvala vam, ker ste me povabili. Z veseljem. Mi smo današnjo epizodo poimenovali, Lara, kako? Tam spodi. A je prav. Tam spodi. Tam spodaj. A spet kaj narobe. In folk ne govorimo. In folk ne govorimo o Avstraliji. V bistvu, ful smo O Afriki. O nobeni državi. Drugač ti si iz šole glih prišla, ti bi lahko vedela, se tako reče v Avstraliji. Lands down under. Pa se vsejen, pač Afrika je tudi spodi. Je tudi spodi. Spodi, ne? Dobro, Afričanka, moja draga. Ja, zakaj smo jo tako poimenovali, ne? Ker smo gruntale, kako bi poimenovali oddajo, v kateri bi govorila v bistvu o našem intimnem področju, o negi tega in predvsem o našem odnosu. In potem izrazi, če ste šli googlat. Včeraj smo imeli vročo debato, ne, pri meni. In smo se pogovarjali o imenih za Tamalo. A ne? Kako rečeš zdaj pač? No, kako in kaj je prišlo ven? Kaj rečeš? No, ajde, kaj? Ti si bila ful dobro. Veselička. Sam ne rečeš, ali dejansko rečeš. Kolegica me doskrat hecala, pač veselička, ne? Ja. Tako da... Jaz sem to prvič slišala. Ti si mlada še. Jaz največkrat rečem vagina. To je, ja, okej. Pač cool. Mi smo imeli v JJ, malo drugačno. Ja, v JJ. Ali pa pač logika, valjda. Jaz sem to z mami, govoriš, logika. Ja, no. ne, čeprav jaz tudi z Jaketom, rečem tako. Ne rečeš, boliš mi luliko. Ne, to povedaj, to nič ne rečem. Ampak tako, če se pogovarjaš, naprimer, da moraš iti na kakšen, ne vem, pregled ali pa, ne vem, neki, uporabiš en lepši izraz, ne rečeš glih pička. No, ampak glih... To je zanimivo, ja. Ne, a ne, Sara, to smo se mi dve prejle pogovarjale, da imamo izraze, ki so otroški v narekovaj, jaz rečem tudi Lulika svoji dveletnih hčerki, pač ker, ne, imaš vse izraze na P, ne, P, izda, P in tako naprej, ki so prostaški, kletvice uporabljamo za to. Ampak zanimivo, da lih ta predel, ki je tako svet, iz katerega so prišli, ne, ki mi je dalo življenje, ne, ga tako, kako bi rekla, zminimalizirajo oziroma tako grdo o njemu govorijo, ne. Torej, da je kaj, kaj hočeš nekoga ti, vemo, kaj pi, ne, pomeni. Torej, izmeček enačiš z enim takim svetim predelom, ki ti je dal življenje. Sploh pa žensko, ki ga ima tvoja mama, ki ga ima tvoja partnerka. Ta skrajnost, tale veselička je tudi zelo zanimiva, glede na to, da gre za slovensko pravoslovje, tako da je tudi takoj dajen veselička. Aha, zdaj pa jiha, ne, a veš, nekaj porednega. Nekaj porednega, ne. Pa so te pomanjševalnice, ki... Pa živali. Pa češpljice, pa medvedke, pa muce, češpljica mi je še najbolj prisrčna od vsega, no. Če smo že na tem, če ampak je tako, ali je neka žival ali pa sadje, ali je zelo medicinski izraz, pa nimam jaz proti izrazu nožnica, vagina, ampak to se mi vedno zdi, da uporabljaš, ko je nek poseg na tebi, ali pa ko imaš neke zdravstvene težave, žal jaz to tako inačen, tle imam to. A veš, ali je neka iz angleške izpeljanke, tako enostavno nimamo izraza, da bi bil primeren za neki pač tle. Ja, vidiš, težave ima že povedati. Ja, se res. Ja, ker tam spode, ker je
Ampak smo prišli lihtima, recimo jaz sem nekaj, kaj je zanimivo, ne? Punčke, kako punčke se vzgaja pa fantke, ne? Torej fantki imajo to more tisto kožico, pač dajeti gor dol, da ne pride do fimoze, ne? In on je normalno, da leži na tistem kavču in vleče in vsi pločka, ja, bravo, ne, je pač, a veš, to more delati. In seveda, kad pač odraste v moškega, to je pol bog, njegov, ne, penis je, klanjati se, prosim, lepo. Odnos imajo razvit do njega. Točno to, ta odnos, ne, to je neki, ne, to, ki je cela družina ploskala pa čakala, da bo on tist ne premaknil. Po drugi strani so bile pa punčke, kjer je bilo pa ne dotikaj. Zdaj bom rekla pač malo bolj nazaj, še mogoče, ki je tukaj na kakšnih, ampak vseeno, ne dotikaj se tam spodaj, umazana je, prstki se ti bojo posušili in tako naprej. In me pa zrastemo s tem, ne, prepričanjem v glavi. In zato je, potem nam ne pomaga sama slovnica, kot smo prej rekli, torej ta predel sramne dlake, sramna kost, sramne ustnice. Se nas mora biti sram. Res je tako narejen. In v bistvu, in me imamo tukaj enih teh zunanjih inputov in kako potem, da odrasteš v eno žensko, ki spoštuje ta svoj predel, ki ga ceni, da ne zgublja nedolžnost pri 13 letih na WC-jih, da Bog ne dej, da jo pocuka ali pa make-up ali pa frizura v nič dol, pa deli kar češ. Ne? V bistvu, da se saj upa raziskovati, oziroma da si saj upa... drugi pa se sem zdaj poslušala, ker je bilo pač te užitke, lastne užitke. Še nedolg nazaj, ne, čudovit ta film, ki je pač malo biografski, je Histerija, ne? Kako so bili vibratorji narejeni. Torej, še nedolg nazaj je bilo prepričanje, da ženska ne občuti pač užitka ob tem. Ona je samo pač ono, tista... Mi bi rekli pač za razplot. Kot ona krava, ne, še ona dobi telička in v tem smislu moški pač uživali, ne, ampak ženska to ni bilo užitek in seveda so bile depresivne, ne, ko naši rečejo ne do je, ne, veš, zoper ne rata, ne, mislim to in pa se jim pa pač delali masaže in pa seveda one so orgazme doživljale. Tako je vibrator nastal zaradi medicinskih, da niso le babe depresivne. Oh my god. Ja, torej depresivna, ne, seveda, ker je ne, to je vse en tak imaš nov fun fact? Imaš vsak četrtek fun fact. Zdaj je zanimivo, jaz sem tukaj stara in zdaj 7 let nazaj, ko smo to začeli, ne, pač jaz sem tudi te literature, jih nimaš tukaj na razpolago, ampak jaz sem privlekla z vseh, torej za Božiča, ne vem, kaj sem vse dobivala to, kupovala in resnično pa vsaki si tako, o moj bog. O moj bog. Najbolj me je pa na rit vrgla knjiga od Naomi Wolf, Vagina. Če zdaj kjerokoli od vas sprašam, ne vem, če bi znala 10 stavkov povedati pač o svoji, ne, Tamali. Ženska je napisala... Tako prosti, kako ti rečeš, preden poveš, kaj je? Jaz tudi moram, ker sem prav razmišljala, kaj sem jaz tam, mucica, ne vem, tako različno, po mojem, od situacije do moškega. Je res. Tako je bilo drugačne. Pol pa, recimo, zanimivo, ko sem prišla do tega Joni, ne, kaj je sanskrit, to pač nožnica, vagina, vulva, mi je bilo pa tako lep in tudi hčerico. Joni je zelo lep. Langam je penis, ne? Ampak Joni mi je bil tako... In tudi hčerkici čisto drugače. Kaj pa Joni pomeni? Joni je v bistvu, ker v sanskritu ima vse še globje. Ja, se zato, kaj? V bistvu so kot malo ene par stavkov, jaz bom samo enega povedala, ker sem čisto vse ne spomnim, ampak gre za kot vrata vesolja, vrata univerza. To je ful dobro. To je dosti bolj cenjeno, kot muca. Ker je star jezik. Včasih so imeli te kot ena tantra ali pa kamasutra. To je čisto nekaj drugega, kar je danes. No, v glavnem in ta ženska, da dokončam, je napisala knjigo Vagina 599 strani. Jaz sem znam, da sem jo brala. Jaz znam, da nobene knjige nisem brala več kaj en teden, to sem brala 3 mesece. In to je tako izgledal, pa dobro, angleščina mi je blizu. Jaz sem tako stran prebrala in zdaj tako je bilo. Čri. Ja, razumeš. Še enkrat bo prebral. Še enkrat, ponovi vajo. Tako da res je v bistvu ena taka globok pomen za tem. In pa sploh, če se zavedaš povezanosti nože, vagine in glave, kar se ženski tukaj dogaja, se tam dol spadajo. Veš, mogoče tudi to, ne, sej mi se ful, ko se pogovarjamo pa med sabo pa tako, ne, zadeva je ta, kako boš znal 10 stavkov povedati o pač svoji Joni, svoji Tamali, kakorkoli, če brala sem danes na forumih, ko sem šla gledat mal, in sem tudi fante spraševala po redakciji,
Ampak za fante bi še razumela sem to, da pa ženske ne vejo, da me je presenetilo, da ženske nekatere ne vejo v današnjem času, da imaš spodaj dejansko 3 luknje. 3 luknje. Sečnico, ne, pač vaginalno pa analno. In tudi na desku določeni fantje tega niso vedeli. So mislili, da so sem 2, ampak za fante mogoče še mal razumem. Mičkana, ne vem, pač... Prav po drugi strani pa oni jo večkrat v živo vidijo kameno. Pa dobro, recimo, da ljudje, ki niso vedeli, so bili malo mlajši, pa malo manj izkušeni, pa tako pa bi razumela, ampak da ženske dejansko niso vedela in da je punca pisala, da ona tamponov ne uporablja, zato me je to šokiralo, ona tamponov ne uporablja, zato ker ga mora vedno dati ven, ko gre lulat. Ja, a razumeš, sploh ni vedela, ampak ona ni vedela dejansko, da ne pride tja, da ne bo... Tok se ne poznajo in zdaj, kako boš ti 600 strani napisala, mi pa ne znamo povedati par stavkov, če nekateri ne vejo niti osnov. Ja, ne poznajo. In tako, kot smo govorili, kdaj je nazadnje Kira vzela ogledalo, pa pogledala, kako izgleda. Je bilo nekaj... Kar naj odgovorijo. Jaz sem po moje po porodu, ne vem, ga sem hotela pogledati, kako izgleda ono, ko sem ji zašila, ne, tisto, ko sem je prerezala. A prej si? A prej si? Ja, ko sem si obrila. Ne, ampak si prej gledala tako prav, da si rekla, vzela špego ali pa šla pred špego, da bi videla, kako... Ne, to pa prav nisem. Ja. Res ne. No, se da ne bom pametna, jaz tudi ne, dokler. No, ampak se... Jaz drugače doskrat pogledam. Res? Ja. Jaz Pač ne vem, zakaj nisem. Ker pa če veš, kaj se motja. Ponosna je na njo. Nisem za to, ampak veš, ko se podepiliraš, pa pogledaš, da nisi kaj spustil. No, to sem se jaz. To je drug razlog. Dejansko, ampak ne, jaz pač, bom rekla, sem imela eno operacijo slabi 2 leti nazaj in tudi zaradi tega pač spremljam. Valjda. Ja, je tako. To je logično. A je katera pogledala iz Ferbca, da je, ne vem, 15, 17, 20, 22 pogledala iz Ferbca, da vidi se, kako izgleda. Ker fantje skozi gledajo od tega svojega prijatelja, ne, imajo prav... Geotrikotnik Geotrikotnik zmaga, ker vse, kar jaz poznam, mislim, da je Da si z geotrikotnikom zmeril. Ja, to je manj matematike, pa onih daljnic so naredili, kar tega zmera. Včasih smo jezne, v narekovajih na tipe, ki skozi razmišljajo, pravijo, sem s tem pa to. Ampak oni imajo, mislim, vsak en čas saj odnos do tega. Oni imajo odnos do tega, mi ga pa nimamo. To je to. Delali so teste in sicer so pač slikali njihove pač ulvice. To mi je prej povedala. Ja. Zato sem vas vprašala, oprosti, koliko ste si pogledali. 20 ženskam in pač so to in je mogla vsaka svojo najde. Cel ni našla. Res? Ne. Oh my God! Ja, a ti misliš, da bi jo? Jaz jo ne bi verjetno. Zdaj sprašujem. Vprašanje, zdaj mogoče tukaj te malo, ker mislim, da so jih mogli obriti, da ni zdaj čevna blond, da se je videla tako blonda, rdečelaska, pa to, ne? V tem smislu. Tako da, ja, to je zelo en tak, kako bi rekla, žalosten podatek. Saj razumem, jaz pravim, ne glede na to, da jo ne vidim vsak dan, je tukaj pa rab naša pozornost. Jaz recimo hčerko imam, ne? In zdaj olje se je pač razvilo, ona je bila, mislim, da lih 2 leti stara in jaz sem toliko dala temu, Joni, nekaj se je umivala, prej je bilo umi se za ušeski, a si Joni umila, da ona dobi ta odnos, da je to sveto, da je to, da ne bo takole ponujela, pa se pravim na WC. Mislim, jaz sem naredila, kar sem lahko, kaj bo ona naredila, pite Boga, ne, pol na koncu. Ampak sem, da daš to in tudi olje, ki smo ga za otroke naredili, smo, ok, bilo za dojenčke, pa to fimoza, ampak kot tretje, in meni osebno najbolj glavno je to, da dobi ta odnos, da se jo dotakne. Da če zobe pereš, se pravi, danes ženske negujemo vse predele našega telesa, od obnohne kožice, trepalnic, pete, ne, tukaj je pa tisto intimno. Koliko imate vse krem za obraz, pa gelo, pa nekaj, koliko pa imate stvari za... Prav 0. Jaz imam gel, za tuširata, ne posebej. Ja, kot intimno milo. Ja. Ampak tle se konča, ne? Že se tle konča, ne? Je pa zanimivo zaradi tega, ker podatek, mi smo prej v ginekologiji malo delali pač in smo tudi dobili pač boljši vpogled in vse. Zdaj, zakaj je bilo samo olje narejeno,
Kovačeva kobila je vedno bosa. Torej, pri meni je bilo tako, a veš, eni pravijo, vidijo moške gate, pa zanosijo, jaz sem videla moške gate, pa sem vnetje dobila. A veš, pri meni je bilo to tako, res. Vnetje na vnetje, onih, kar na stenov sem se, premazala in na antibiotikov prežvakala, dokler pač pa nisem prišla do točke, ker sem vso kemikalije tudi pač za obraz in za telo. In sem za vse našo alternativo sem za ta predel ne. Sem rekla, sigurno mora nekaj obstajati. In ker nismo rekli, pa dajmo Madonna mi nekaj narediti, in smo pa podlagi pač v sodelovanju z Rusi to naredili. Ampak ja, ni bilo tega. Ne? In zdaj mislimo danes 21. stoletje, pač ginekologija pač pravi 75% se redno ali pa občasno soočamo s težavami na tem predelu. 75%? Ja. Zdaj, vnetje je sigurno vsaka dovolja, ne govorim se pravim občasno ali redno, ne? Zdaj eno pač imajo kronično ponavljajoče vnetje ali pa take, druge pa sigurno nekje že kdaj vnetje dobila. In tako, kot sem rekla, vse predeli našega telesa imajo zaščito, tukaj v ustih encimi, ušesno maslo, bla, 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 dol so sramne dlake, tukaj ne maram tega izraza, ampak sramne dlake, ne? Ja. Pa še to depiliramo, Brazilke ga pičijo 100 na uro, ne? In nimaš, in ti si... A dlake so bile dejansko barijera, ne? To pač naravna barijera. Ja, in s tem pač, ker je bilo to kao nehigiensko, pa ne estetsko, nehigiensko v smislu, pač, ker si Švicov, sem zadnjič gledala, ne? Smo dali to stran, pa še da lepš zgleda. In zdaj imajo bakterije, udžimiško... Ja. Vse, če tako pogledaš, ne, pravzaprav, čim pride neka druga interakcija tja na tisti del, ne vem, moški ali to, ne vem, slina ali to karkoli drugega, ti spremeniš pravzaprav tvoj pH, ne? Kot učijo, a ni, a je? Zelo zanimivo je, da celo ti ne paše vsak, imaš kakšnim partnerjem, ki te fajn peče po njemu. Ali pa recimo, jaz sem imela tudi celo spermo, ki sem imela take hude, torej je tudi, zdaj zato una knjiga 599 strani, kar marsikaj pove, ne? Ampak kot vagina ima svojo zavest, ne? In tudi partnerja zbira, ne paše ji vsak, ne? Torej imaš zadeve, kjer pač enostavno, ne, pride moški ali pa prike in ona takoj naredi, ne. A vidiš, recimo, za kožo te učijo že, ne vem, po 15. letu, po pranju kože, zdaj prahaja puberteta, tonik, zato da povrneš pH. In pa te učijo za to nič. Ja, se je, da ti svojo hčerkico učiš že zdaj, oziroma, ki je bila mejhna, Joni, a veš, da jo spoštuje. Zaradi tega, ker pri nas, iskreno, mi smo biologijo v 8. razredu in tako obdelali smo vse živali, pa sesalci, pa vse to, a tako telo človeško in spolovila pa tako na hiter. To je to, ne da bi te dejansko učili, kako negovati to. Spolna vzgoja je samo v bistvu okoli tega, da je zaščita. Ni samo zaščita. Zato sem jaz napisala spolna vzgoja, kot se šika. Pa je zanimivo, meni spolna vzgoja zajema tudi, sem govorila o ghostingu. To je tudi spolna vzgoja. Obnašanje, osnovni bonton fanta, moškega. In konec koncev ženske tudi. In ženske, ne pač v tem primeru. A veš, spolna vzgoja se in pa kot sama anatomija, ne, da vidiš, kaj je. Se pravi, včasih naše babice niso imele take težave, ne. Danes pa novodobni stil življenja, nažalost. Prosti, težave, misliš, zdravstvene težave? Zdravstvene, te vnetje. Vnetje, pa to, zdaj eni pravijo, takrat se ni govorili. Čist možno, absolutno ne, absolutno, ampak sigurno ne, recimo, jaz imam, kakor je zdaj, ne, zdaj pač, dajmo sem primeru zdaj tamponi, ne, vložki. Jaz, pri meni je ful smešen, jaz sem na unih, vir 80. Znaš, kako je to v torbici nositi? To ne more skrbeti. Ja, mislim, ne, tam ni nobene barijere. Pač tampone bi mogel menjati na 2 uri, ne? Tudi vložke. Ja, tudi vložke, ampak govorim... Pa po noči presežen, da je akcija, ne mislim akcija, seks akcija, ampak si nekje na terenu pa šivaš ali pa nekaj, da nikoli ne zameniš na 2 uri in pol se čudiš, zakaj je vnetje, a ne? Pa vonjave. Pa tako. To je to, ne? In v bistvu tega je... Pa kaj je še, recimo, zdaj, ok, so vložki, so eno, pol so verjetno zdravila. Potem imamo ozka oblečila, ne, sintetika in pa zelo zanimiv podatek, ki je mene osebno šokiral, je bil tangice. Aha, ja. Zdaj vsi vemo, kako tangice izgleda, mislim, seksi, jiha, ampak nekaj ti hodiš, a veš, se v bistvu se pač premika. In kaj dela? V bistvu vse bakterije iz anusa lepo v nožnico pripelje. Zdaj bolj ogabno se sliši, kakor je res, ampak... Ja, samo za cel dan, so samo za
Mislim, da je res, ja, za tist, ne, jaz tudi mislim, in pač pojet, ko res priješ stara baba, jaz tu ne hlače. Mislim, gor uj, a veš, dol pa, moj boga, že si ti zapela v 80-ih, a veš, mislim, ne. Ampak, ja, enkrat se pravim, to pri 20-ih nimaš tega, pa pri 30-40 začneš pa rečeš, sveta je, pomembno mi je, ne dam je vsak, pa tudi to, ko vidiš pol, ko prebereš vagina pa take, ko veš, kakšna je energetska izmenjava, ne, kaj je tako, ko se te, jaz sem zdaj že v fazi, ko ono ne dovolim, da se me vsak dotakne, moški govorimo. Jaz tudi ne. Veš, kaj je to? Saj pridem v tak šabr domov. Ja, mislim, da pa ono, je gupo po avto, mislim, zdaj, ko vem, kakšno je energetsko izmenjava, ti dam najmanj stanovanje. Mislim, naučila si se ceniti sebe, svoje telo in pač področje, tako kot si rekla na začetku, ki je sveto v smislu, da je prinaša užitek in po konc koncu, če rodiš, prinaša novo bitje, ne? Ja, da ki te definira kot vse, ne? Kaj je mogoče tudi problem, ker se mi zdi, da še vedno, žalostno, ampak še vedno, mamice, ki imajo otroke, tudi se ne pogovarjajo z njimi o tem, ne? In seveda tudi, ko je mehna, mehnega otroka ga umiješ, ampak počim pa je mačken starejši ali pa neki si pa že ne upaš nič več, kaj hudo navodil dajati, ali pa saj tako, saj jaz vem za kakšne, seveda, ker da je to tako bilo. Nekdo naučil, to ti ne moreš naprej. Absolutno. Kar se Janezek nauči, Janezek zna. Ja. Tudi pri meni je bil, mislim, moja je bila zanimiva, ona je sred kavča tako ležala in zdaj jaz pa sem o tem, ampak je bilo meni narodno, ne? In jaz sem, veš, kako naj to pristopim, pač raziskuje se, normalno je, nujno je, ampak ne rabam zdaj direktno, veš, ne pa ta, zdaj živive same, pa sem mi pa tako, Ljubica, veš, to je tvoja intimna stvar, to je intimna, dej to v sobici svoje intime, raziskuj, super je, pa to, ampak meni, ki sem o tem, pa mi je bilo rahlo, nelagodno, pa sem bila, kako naj se tega lotam, ne? Zdaj pa jaz mogoče sem še eno, preden te vprašam, oziroma da puncam še, ker jaz sem se pogovarjala z njo in pač tudi testirala sem olje, tako da bom malo več povedala. Ja, no, ampak zadeva je pa ta izgled. Zakaj se, jaz sem 3 frendice vprašala pred to epizodo, zakaj se nikoli ne pogleda, ali pa zakaj se večkrat ne pogledajo se vsem. In so rekli, ker jim je grda. Kaj? Ja, in jaz malo jih štekam. Mislim, mečkan jih štekam. Res je najlepša stvar, kar si. Hvala. Prav, ne, oprosti. Ne, čakaj, ne govorim ti, ko stojiš. Ja. Pač meni je žensko telo in moško, konc koncev, mislim, moško, druga debata. Ja, zmaga, jaz žensko zmaga, meni je žensko telo estetsko. Če daš ti noge narazen, pa se gledaš, oprosti, ni to glih sončni zahod. Najlepša stvar na svetu, roža, vrtnica, ni, ne? Mislim, ni najlepša stvar. Estetsko. Nisem rekla, da je grda, rekla sem, da ni tako, da bi rekel, wow. Ja, da bi ono. Wow, ne? In se, oprosti, kaj, a ti? Meni je grši moški spolni organ, ki je tako. Ne pogovarjamo. Pa moja. Ne pogovarjamo se. Odvisno od strinja, mi je pa najlepša stvar, da si jo kdaj videla. Mi zdaj govorimo, o katera stvar je manj lepa. Se pravi, zdaj ti imaš ne lepo stvar, pa še estetsko, še malo manj lepa stvar, ker visi ena klobasca, pa 2 jajčka. V redu. Ampak še enkrat, ko ti daš noge narazen, ko se želiš pogledati, punce imamo drugačne barvo, sramne ustnice, velikosti, neki in pač vem, da so ene ful zakompleksane, ker ne zgledajo to tako, kot zgleda v pornografskih filmih ali pa jim je preveč ali pa neki, ampak one so rekle, da jim je to grdo za pogledati. In sem rekla, da razumem, da pač tako ni to, se pravim, ni to en šopek vrtnic, ki rečeš wow, ker pač, ne vem, neka stvar, ki ti je vizualno ful lepa, ne? Ampak to tep moškim je. Hvala Bogu. Žensko prvo mislim, da največji problem današnjega časa je žensko primerjanje z drugim. Torej, prvo, veš, vsaka roža je lepa, jaz se ne morem s tabo primerjati, ima svoje lepe zadeve, meni je vsaka ženska lepa v svojem aspektu, v svojem tem. In začeli smo pač se primerjati in s tem tekmovati in pol še žaliti in pol se to pač stopnjuje. Tako da ta aspekt tukaj se začne. Vsaka rožica je lepa, ni ona, en mu je marjetica, en mu je tem, ampak ne, treba ta del videti, da je pač res nekaj posebnega. To, kar je pornografija naredila, torej včasih so pač itak pač imeli pornografsko, zdaj pač je marsikaj gor, ampak so bile vulvice dokaj enake. Gledali so tiste blond, tiste ne, in so potem seveda ženske, ki so to gledale, moja pa ni taka.
tako kot so bile prej manekenke, visoke, tretje, ne, pa to. S tem, da v samih revijah so bili zaposleni, kjer so retuširali jih. In kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da pa zopet ženska primera, torej ne vem, to, se zelo porast je bil, eno je tegale beljenja, ne, ker vsaka dol je pač temnejša ali pa anus, imajo beljenje anusa in pa zdaj beljenje. What? In pa hudo v porastu je labioplastika. Labioplastika je pa v bistvu, če imaš ustnice, tretje pač dol sramne ustnice, ali če imajo ene daljše, eno večjo, eno krajšo in tako in pač delajo labioplastiko. Torej, da je pač enakomerna, če bi temu tako rekel. Seveda ne zavedajo se posledic, da je v bistvu ta predel, da ima ne vem koliko tisoče in tisoče živčnih končičev in kad to vzame se v bistvu deprive herself of the pleasure, torej se deprive. Prav, ne se jih neč operirati. Mislim, a veste, najhujše je, jaz mislim, da to je izziv sebe sprejeti tak, kot si. To je zelo velik. Eno že vizualno, ne? Zakaj danes gre vse po tekočem traku? Zakaj danes lepo videti žensko, ki je naravna, ki je brez mega? Zakaj rabimo izmaličiti do te skrajnosti? In zdaj nisem dosti, da smo to delali s trepalnicam, nohti, podaljški, ne, dajmo si še vagine. Sem to prvi, da bomo res... Se pravi, jaz sem tudi, veš, ker zdaj pač vsem tukaj se temu posvečam, magisterij iz vagine naredila, ne? Ampak, veš, vsakič na novo sem šokirana, ne? Kaj, a res? No in je bilo to pač grdo in sem dobila za svoj rojsten dan od prijateljice, se pravi, zdaj sem take stvari za rojstne dneve pa božiče dobivam. Knjiga isto, a je bilo Museum of Vulva, v glavnem isto to žensko. Pa slišala za ta muzej. Ja, no ta je, tako, ampak tukaj je prav knjigica in je ena, točno, da pomaga, ker je prišlo celo do tuk daleč, da je ena si hotela jih škarjam odrezati, ker so bile prevelike in je pol ona to od svojo umetnost, tako, da so jo one slikale in je ona to kot lepo narisala, da jim je dala, veš, ta en, koliko je lahko lepa. In je pol v bistvu naredila zbirko in je tukaj teh vaginic, kako se. Ampak res, vsaka je drugačna in težko rečeš, ta je grda, ta je lepa. Res je vsaka. Ali pa ona taka mora biti. Zakaj ni treba, da taka? Da to nek primer, kakšen, a veš, nazorčni primer. No, jaz se strinjam, da je vsaka lepa in edinstvena, ampak jaz sem pač hotela prej, ker sem se hecala samo reči, da pač mi vsi rečemo, da ima nekdo lepe oči, ali veš, ali pa lep nasmeh, pa vidiš, kako reka pliš, ne mi pliš, ta pravga mucija, mejhnega ali pa kuža, ki je pač cutie. Če bi imela dve slike, eno s kužki pa eno z vulvo, bi pač pogledala najprej te pse. Ne, ni res. Pogledala bi najprej uno, ampak pa bi bilo tako. Ampak tam bi upila tukaj ne bi upila. Malo bi ti bilo neroden, pač realno. Zdaj, glih, ko smo šli iz tega, tudi prej, ko si rekla, pa imamo kremce, pa imamo gele, pa imaš britvice, pa imaš pene za britje, pa imaš neki. In vse intimno milo imaš, ne? Ti ga nimaš. Ne, jaz ga nimam, ne. Ker veš, da ko se tuširaš, že kad ti gre šampon, ti gre napačen pH spodaj. Seveda, je mi logično, ampak nikoli nisem prišla toliko daleč, da bi dejansko. In zdaj jaz sem, recimo, ko sem imela težave, tako kot ona z vneti, ne, oziroma jih še vedno občasno, ne vem, se mi pač sploh po porodu zdaj, ne, pojavljajo, je glih to. Jaz sem šla pol tudi delati research in sem pač pogruntala, da beli tok, ki nam hoče predstav, da je to nekaj ful normalnega, pač to ni nekaj normalnega. Ne vem, je normalno pri ovulaciji, da si ti malo bolj med ovulacijo, pa kad si vzburjen, da pač mogoče si bola, ne. Ampak to, da imaš pa konstantno, pa potem boh ne da te še srbi, pa da je spremenjen von, pa tekstura, pa neki. A veš, in zdaj tako, vsak ginekolog malo reče, pa da si to, ne vem, če ni se ful hudih vneti, ne. Pa ni stari, če je zdrava, ne rabiš imeti tega, ne uno tisto mala, ne, nimaš tega, ni. In pa sem šla googlat, to sem se šla pa svojo ginekologinjo, ki jo imam zelo rada pogovarjati, in mi je pač takrat povedala, ne, Vesna, ona je bila prva, ki mi je rekla, beli tok ni normalen. Ne govorimo o nočisma ali pa tako posebnih priložnostih. Skos, recimo. Ali pa, da je rekla, ker to je bakterije, tako se nožnica ščisti. Bakterije grejo ven in če se mora ona konstantno čistiti, pomeni, da je vdor nečesa noter in to proba dati ven. In ko se ne more več boriti proti temu, te boli peče, imaš druge barve. Drugače pa to ni čist kula, ne. Mečkanje VD40. Seveda da je. To je ovulacija, pa je prozoren, to je tako zelo blag, prozoren. Ampak veš, da ne rečejo več v ginekologiji temu beli tok?
da rečejo temu pač nekaj kot, pozabila sem kaj, ampak nekaj, kar je ta cool zadeva, to, kar ti govoriš. Beli tok je pa, mislim, cool, to, kar mora biti. Kaj je nujno, Kaj je nujno. Beli tok, potem, kaj pa je malo bolj bel, pa mečkam bolj močan, pa to je pa že obramba, to je že obramba, absolutno. Ampak a ginekolog, recimo, kad ti priješ na pregled, a povejo ginekologi, ne vem, punci, ni cool, vnetje imaš, ne vem, ker nisem še slišala za kakšno, da bi prišla od ginekologa, pa bi rekla, sem tam zvedla, da ni cool, da moram začeti uporabljati nekaj. Tudi tako, recimo, zanimivo, to sem tudi eno kolumno pisala. Ženske se pogovarjamo, res se pogovarjamo. Pogovarjamo se, kako je imel dolgega, kako me je imel zata, me je spreta, me je levo, me je desno, vse take zadeve. Redko kjera pa prije pa reče, smrdel mi je, pekel me je, razumeš, izcedek ima. To je že drugi nivo intime. Povedala ti bo, secirala ti bo do nule, kaj je delala, pa kako jo je, pa je z lustra visela, pa ne vem, kaj je naredila. A razumeš? To bo vse povedala. To pa je že, to pa ne govoriš, ker že če tepni, nočeš druge v neprijeten položaj spravljati. Tako da, veš, tudi če bo šla, ne bo prišla, pa bo rekla, stara, veš, da sem prišla s ginekologinje, pa tako vnetje imam tukaj peče. Štekam. Mene nekaj zanima. Prej, ko smo rekli, 75% žensk ima težave, pa beli tok ni cool. Kaj pa je pol, v bistvu, kaj lahko narediš, da pač bo tako, kar je treba? Ker pač jaz dejansko ne vem. Imaš te faktore, kot je rekla, mislim, ali so ta oska sintetična oblačila, pa je stres, pa je prehrana. To je, ampak kaj lahko narediš, da ne bo? Točno to troje, da to spremeniš. Jaz prvič v 20, 22, 23 letih ne rabim imeti dnevnega vložka, oziroma nisem vedno imela denar, pa sem več papir, da je pač ta šum spodaj, kakorkoli se sliši. Pač. Ja, saj je res. Ja, pač le, ne bom dejala za tisto. Zato sem jaz takrat želela nekaj naravnega. Zdaj, ko so kronično imaš druge, je. Ampak, ker sem rekla, glava, tukaj stres, des te ziritira in teb se dol že pozna. Zato smo mi naredili pač to olje, da je neki... A ga imaš samo v vrečkici, tukaj sicer je, se ga lahko... Kaj pa je tisto tam? Ja, a to darilo? To ni zate. To pa tle lahko ljudje bi Seveda ni. To bom pa Seveda ni, ja. To je zanjo. Pač oni so, video sestre, so to olje naredile zaradi teh tvojih težav, ki si jih konstantno imela, ne? Zaradi tega, da imamo neko nego, da ni samo milo, ker pač čiste smo, mislim, da vse v tem stoletju. Pa se umivamo, ne? Ja, ne, to je to, veš, ker vedno imajo ta občutek, nisem dosti čista. Halo, 21. stoletje, kot drugo, mislim, da v Sloveniji vsak premore toplo in tekočo vodo, pa ti košček mila ga ima vsak. Tako da ravno prekomerno, jaz mislim, da danes je problem, meni se folk smeji, ker rečem, da se enkrat na teden tuširam, ali pa moja tamala. Zakaj se rabim vsak dan? Nisem tip, da bi švicala, jaz se ne rabim drgati pa svojo barijero peha. Jaz pravim, vedno manj je več. Manj vsega je več, ne? Tamala, ob nedeljah je kopanje, glava pranja, kot v Jugoslaviji. Zakaj rab 100-krat? A veš nekaj? Pač, lej. In to je to. Tako da, ja. To, pa še Tamara, to je bilo tako smešno na začetku. Ona je, kadarkoli smo to začeli, ona je, ja, moja sestra, zakaj ste toli naredili? Zato, ker moja sestra imela vnetja, pa to vse. Tamara, Madonna, da se mi nao več doben, da je skoto dotakam, da veš nekaj, ne? Tako da to. Ampak ja, v bistvu želeli smo, to je ala varianta, če bi primerjali, kot perete zobe. Zobe perete, neko imate že karijes, neko imate pač ustni zadak, ampak pač to. A so to rabili 50 let nazaj, verjetno ne. A danes to rabimo? Ja, že rabimo. Kul je huda embalaža, všeč. Ja, hvala, to pa tako, no. Jaz sem herbalist, pa te zelišča mene, to pa Tamara je pa umetnica in v bistvu ona je tudi vse te, kar so slike in vse je to ona naslikala. V bistvu zelo zanimivo slavi žensko telo, torej prsa, so velika, mejhna boki, torej čez te slike slavi žensko telo, da ne glede na kakšno je, da je lepo, pa čudovito. Tako da ja, v bistvu, kaj je? Popolnoma naravno, 100% olje, tako kot sem prej rekla, negujemo obnohtno kožico, trepalnice, tako ko pride do težav, tečemo v lekarno ginekologu v izogib temu, torej naravna nega, peške breskve, peške grnivke, cimet, klinčki čajevec in to je to. Tako da užitno, če zaide na usnice koga drugega, vsi preživijo. Gre pa za to, da ker ima take surovine noter, torej eno je tudi recimo mikropoškodbe, mi se ne zavedamo. Tampon, kad daješ noter, ti narediš mikropoškodbe. Vsak jiha, juhu, malo divji seks naredi mikropoškodbe. In pa to je pa hiter, ker so ranice, še hitrej pride do vnetja, ne?
Tako da s tem, torej, ko se to namaže enkrat na dan zjutraj, jaz tiste marama do konca življenja. Pač le tist. Torej, konc dneva nobena ne diši karožica po tistih sintetiki, nažalost, tudi moški ne, da ne bo, ne. Ja, se res. Ja. Tukaj v tem primeru neutralizira neprijetne vonjave, konc dneva je pač enako. Tako da tole je v bistvu za protivnetno, za srbečice, za neprijetne vonjave, za beli tok, torej vsake tak suhost, zelo veliko imamo za suhost, ne. Zdaj suhost bi mislili, da je samo menopauza, ne. V bistvu danes je kemoterapije, hormonske tablete, vse ogromno se sooča s tem. To naneseš na zunanji del, a ne? V bistvu jaz noter, ne, zaradi tega, ker pač na čiste roke premešam, torej pred vsako uporabo pretresamo, ker ni nobenih kemikalij noter, to jaz kar noter in zunaj pač to nanesem. Če pa moški, imaš pa aplikator, pa tako da, aplikator ne pride zraven v paketu, ne. Veš, kaj bom rekla, že zadnjič sem Luci rekla, da mi je všeč, da se vedno bolj pogovarjamo o orgazmih pa v vseh teh stvarih. In isto mi je všeč, da se, tudi kot si rekla, vidiš reklame na Instagramu. Sa meni je fajn, ko vse neke influencerke oziroma vplivnice priznajo, da so tudi one imele težave in tudi, da se tudi take stvari govorijo. Da se pove. Ne samo Hvala, ker to smo malo mislim, da zaslužne, zaradi tega, ker smo 7 let nazaj prišle, ker to je tako zgledali. Medve, ker smo to na sejmu Narava zdravje, še danes nam pozabila Tamarine slike nage ženske, da govorim v medve tam, ne, ta olja. Da vidite ljudje, oni so tekli mi. Ja, valjda. To so prav tako ne vidim te tekli. Možno da mi bojo kaj prodajali. No, ampak se s Tamaro res takrat nismo vedali in smo kar, čeprav ni ne ena, ne druga huda prodajalka oziroma nama je zelo naroden. A lahko nekaj poje. In začeli smo s tem tako, vse negujemo, pa ginekologi, tretje vzogib temu. Medve smo potem čisto vsaki prodali, še če je pol šla in nazaj prišla hiter, pa tako krok naredila, pa je prišla kupati. Ampak je bilo jaz nimam težav, ne? Ker je vse okoli tega dela je seks, kar na sten, oziroma ginekolog zdravje. Seks shop to. Da bi jih ljudje videli, da so tam pa Ja, seveda, ja. Ker je vse o tem pozven kao, fuj, se vidiš, smrdiš ko p. Crkla maca, ma nemoj. A veš, ne? Ja, joj, ja. Seveda se primere živalmi, ne? Pa so pa kakšne reklame, a imate vi tudi, dajno že, a ni že tako zoprn, zdaj morate pa še vi potencirati, a veš, te zadeve, da, ne? Tako da, ne, meni je recimo, jaz sem probala, jaz sem probala, jaz imam ful boljši občutek, dejansko, ne zato, ker je zdaj tukaj, ampak povem, probala sem pa zaradi dveh stvari, prvo zaradi teh mojih vnetij, ker se mi pač s temi kanesteni in s temi ne da stalno ubadati, ker pač nikamor ne pridem, ampak to, ko je pač ona meni rekla, 1 na 1, poleg vseh, ne vem, manjših ali večjih težav, ko ona meni rekla, se zobe tudi umivaš vsak dan, pa sem pogledaj, koliko imaš v omari krem za obraz, a zato imaš cajt, nekaj, kjer si pa spravila bitje čez, pa v bistvu ne, to pa nimaš cajta, ne, mislim, to pa ne moreš 3 sekunde ali pa 10 vzeti, pa se lepo namazati, pa nekaj. Sem rekla, okej, mater vola. Veš, zato sem rekla, da bi odprli to temo. Ker mislim, da marsikera, kad tlele nas gleda, je tako, kot je ona rekla, da njen tip bolj pozna, kako zgleda ona spodaj, dejansko bolj pozna, ker jo vidi, ker se sama ni videla. Bolj ceni, ker pri marsikeri je nerodno. In pač ne vejo tega, ker hočejo ona povedati, da ne rabijo biti samo zdravi, ni samo eno ali drugo. Ja, ni nič sramotnega, pač zgodi se in takrat je prav, da najdeš neko rešitev, oziroma ne rabi se, ne? Ne rabi se zgoditi, ne rabiš imeti karijesa, pa ne rabi ti vseh zob, da si ti bojo, da si začela umivati, pol jih itak nimaš več. Ja, da skozi skrbiš, da pač ne protezo ščetkaš. Pol protezo. Boljše, se pravi, pa tudi postaviš en odnos z njo. In pa se pravi, noben zraven pa ne pomaga, ne slovnica, ne nič, veš, da te tako ne. Pa tale je zelo zanimivo, dobro, ker si rekla, veselička. Mislim, da je to mehna veselica. Ja, pa se je zanje. Ampak, a veš, mene pa asocira veselička. Ne, mene asocira veselička kao ona najmanjka mičkana prostitutka, kao ta parada da radodajka. Radodajka. A veš, veselička, ta ti bo veselje. A veš, Samantha. Ja, se tako hecala, ja, veš, ona je veselička bila v akciji. Pa se je pogovarjala. Pa takrat smo porabili ta izraz, kad smo govorili o kakšnih v akciji, a veš, ne kar tako, ne. No, samo, veš, kaj je zanimivo? Zanimivo je tako, ker dobivamo naročila. Pa nekje je mislil, da je ena Ljubljana ali pa te prestolnice, da so bolj ženske.
naša naročila prihajajo iz takih vasi, ki moram jaz 3-krat prebrati, da vem, skje je. Okay. In kapo dol, res kapo dol, vsem onim tam si mislim, res kapo dol, carice. Ej, zdaj bi pa jaz rada povedala vsem tem iz vasi in iz mesta, da to ni za Laro. Ne, da so dali smo dobiti pri nas. da smo pripravili tudi eno nagradno igro. Tako da, Lara, kaj morajo narediti? Ja, zdaj, kje bo ta nagradna igra? Na YouTubeu, na Instagramu? Ja, to povej, kje bo. To povej, no? A se nisi nič pripravljala na to? A si ti kaj povedala, da bo darilo tukaj? Sem mislila, da je zame. V glavnem, followujte naš Instagram, TikTok, tako da se splača. Pa subskrbite YouTube. Valjda. Dober, no, nekaj mi zdaj upadati. Zvonček, like, srček, vse. Vse lahko, tako da pa spoštujte sebe in punce pa fantje vi tudi. To, kar še zmernijo Joni. Tako. A zdaj bomo rekla Joni. Joni. Ja, jaz bi rekla Joni. A bomo rekla Joni? Ma tako, spominjam Se moraš navaditi, ne, zdaj, ko imam v glavi enega tipa, ki je dejansko Joni. In mi je zdaj tako, ja. Par bi pomela veseličko. Adijo, ti kar bod veselička. Adijo. Čau. Tisti dnevi